Ko sem čutila, da moram priti na to konferenco tega, da me Bog nekaj zame. In že na prvem srečanju, ko sem bila, me je spomnil, kdo je sem. In mi je v bistvu tako pričal, da sem ta, ki je spodbojevalec ljudi, ki sem poznala za nekaj časa. In v bistvu je bilo to tako res tak osebni dotik Boga v mojem življenju. In naslednja srečanja me je poklical in potopil v svojo večnost. In trenutek se je ustavil. In v bistvu sem tako začutila, kako tečem k njemu naročje in kličem papi, papi, papi. In me najprej posadil v svojo naročje, poslušal vse moje, in me tako potražil, da ve. In v bistvu me je ponovno spomnil, da sem njegova hči. Hči kralja, ne? In v tistem trenutku sem se zavedala, da je on kralj vseh kraljev, da je on svet, da je on alfa in omega, da je on neskončen. In sem sam padla na tla v njegovo slavo in ga slavila in sem ga zahvaljevala za to, kar je. In sem njegova hči. In v nekem trenutku je moj oče, v drugem je pa kralj nad vsem. In jaz sem še zmeraj pred njegovim prostorom na tleh in ga slavim čez cel teden. In se mi zdi, kot da živim dva življenja. Eno živi telo, drug pa duh. In jaz ne znam povedati tisti, sploh ne znam razložiti kako. Ampak jaz sem v duhu z njim, na viških dvorih. In sem na kolenih in ga slavim in častim in kličem sveci, sveci. In čisto zrezda. In je bilo to tako life changing zame. In je težko potem živeti telesno življenje, ko se te Bog tako dotakne. In ko se te dotakne, je tako zanimiv. Meni to ful spregovori, ko se vozim zjutraj v koloni, pred mano ni nobenega avta, za mano ni nobenega avta. In kaj se dogaja? Pred mano in za mano so angeli in tam ne morejo voziti avtomobili. In mi je bilo tako spoznanje v bistvu, koliko sem mu rekla, koliko mu je mar zame. Slava Bogu, the best ever, ki sem slišala. Hvala ti, da si podarila res. Ti res blagosloviš. Hvala temu.